Spoštovani vsi, ki ste se v tem večeru začetka svetopisanskega maratona zbrali v tej kapeli, na poseben način spoštovani častni gost, potem vsi organizatorji tega dogodka, pevci, ki z besedo in glasbo odpirajo srca, vse vas lepo pozdravljam in se zahvaljujem za to, da tudi na ta način pomagate besedi, da vstopa v svet. Že sama beseda maraton pove, da Božja beseda in soočanje z njegovo govorico, z govorico našega očeta, ne more biti nekaj, kar je danes pravzaprav zelo aktualno. Takoj in čim več. Če hoče človek preteči maraton, potem je potrebno veliko trdega treninga, resnega garanja, zato da premaga vse bolečine, vse odpore v samem sebi, da zmaga vso muko, ki jo predstavlja pot, ki jo mora preteči. In ne vem, če je kdo med nami, ki bi se spravil na resni maraton. In zato se mi zdi, da je tudi lotiti se svetopisanskega maratona nekaj podobnega. Ne, da nas bodo bolele mišice, da bomo občutili posledice napora, pač pa je v prizadevanju za duhovno nekaj, kar so cerkveni očetje imenovali demonopoldanske ure. Naveličanost. Ko človeku postane vse eno. In rad bi, da bi premagali tisto skušnjavo naveličanosti, ki nas lahko posrka vase in zvotli, zvodeni napor poslušanja. To se mi zdi dragocena misel, ki je vzeta za moto letošnjega maratona. Spregovorim ji na srce. Tik pred tem prerok pravi, odvedem jo v puščavo. Odvedem jo v puščavo. In tam ji spregovorim na srce. Ne spregovorim ji na srce v Jeruzalemu, v Judeji, v Galileji. Ne govorim ji na srce na kraju njene nezvestobe. Ne govorim ji na srce tam, kjer je poslušala druge besede, kjer je odprla srce drugačnim glasovom in drugačnim čarom. Odvedem jo v puščavo. Kaj pravzaprav pomeni puščava, dragi ljudje? Puščava pomeni tišino. Zelo slikovito je v knjigi takrat še Patrista Candra opisana pot Antona Puščavnika. Nedavno smo obhajali njegov god v puščavo. Kako se odmika od rodne vasi in se najprej za obzorje skrijejo vrhovi hiš, vrhovi streh. Počasi izgine za obzorje podoba vasi, ampak vas je še vedno v njem. In daleč in dolgo časa je treba v puščavo, da vas v njem izgine. Nekaj podobnega je v vstopanju v tišino, ki je edini prostor, v katerem more beseda preživeti. Toliko besed, kolikor jih vsak izmed nas sliši danes, jaz mislim, da v zgodovini še ni bilo. In tako malo besed, ki preživijo, tudi ne vem, če je kdaj v zgodovini bilo. Ker ni
možnosti, ni tiste zibeli, ni tiste maternice, v kateri bi beseda lahko našla svoj prostor, da začne živeti. Tišina. Trdno sem tudi prepričan, da ima vsak izmed nas izkustvo, kako težko je zaživeti tišino. Niti ni tako težko izključiti televizorja, izključiti ne vem kaj vse, kar proizvaja zvoke v našem okolju. Takrat, ko se odločiš, da boš vstopil v tišino in ugasneš vse te proizvajalce zvokov, takrat začne govoriti tvoja notranjost. Misli se prerivajo med seboj. In zato je treba v puščavo za dolgo časa. To je maraton. Maraton duha. Maraton volje. Toliko časa, da more v tebi nastati tista potrebna tišina, v kateri Božja beseda, ki ti jo govori na srce, zaživi v tebi. V tebi raste, v tebi rodi sad. Te pokliče in ji slediš potem povsod, kamor te vodi. Ko se uresniči tisto, kar je bilo rečeno na začetku, Božja beseda je luč mojim korakom, je svetilka na moji poti. In zato vam, dragi prijatelji Svetega pisma, želim, da bi v teh urah branja, ko se bodo vrstila poglavja, vedno bolj vaša notranjost, vaše srce stopalo v tišino, da boste res lahko začeli slišati besedo. Naj bo ta maraton blagoslovljen.